Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Tokrat bomo govorili o skokih. Z nami je namreč Rado Vaner, predsednik skakalnega kluba Šmartno na Pohorju. Kdaj se bojo dogajali ti skoki, za kakšno pravzaprav državno prvenstvo gre, pa bo povedal on. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni gledalci, pozdravljeni vsi skupaj. Gre za državno prvenstvo mlajših kadetov, deklet in fantov od 12 do 13 let, ter še ekipna tekma. Prireditev bo v soboto z pričetkom ob 9. uri zjutraj. Se začne poskusna serija, potem sta dve serije v konkurenci, dobimo državnega prvaka, prvakinje in potem sledi še ekipno tekma kadetov do 13 let, punce, fantje, lahko so mešane ekipe, tako da bo prireditev, če bo vse normalno potekalo, tam trajala cirka mogoče celo do 14:30 ure, ker se bo po izkušnjah zvrstilo tam nekje do 120 tekmovalk in tekmovalcev. Kar veliko jih bo prišlo, pa povejte, kako pa je kaj s snegom zdaj, glede na to, da je prišlo kar do nekaj otoplitev, sneg verjetno imate, ali ga boste morali odkot pripeljati? Sneg imamo, naredili bomo svoje zaloge glede na zdajšnje napovedi. Z snegom je bil pač križ, najprej je padel tam moker južni sneg, ki nam je v prejšnjem tednu pomrznil, se spremenil v bistvu v led kot beton. Zdaj smo ga seveda ob toplitvi lahko predelali, mehčali, bomo ga pa še poskušali umetnega snega iz bližnjega smučišča Trije kralji navoziti, tako da mislim, da tekma ni ogrožena, ga bo pa treba svoja sproti utrjevati in pa to nam je dalo seveda obilico dodatnega dela. Ravno to delo je pomembno tudi pri takem prvenstvu, ne zgolj tista organizacija. Koliko vas pravzaprav sodeluje pri vsem tem in koliko vas je v samem klubu? V samem klubu nas je nekje 180 članov, od tega bi rekel, da je aktivnih 50-60, to pomeni aktivnih tisti, ki seveda sodelujejo na teh delovnih akcijah, pomagajo pri prireditvah, pomagajo pri izvedbi raznih tekmovanj. Takšno tekmovanje zahteva tam nekje 20 do 30 stalno prisotnih, plus tega, da so še seveda razne zahteve Smučarske zveze, imamo še delegirane sodnike, delegate, ki so seveda prav tako aktivno sodelujejo, mi pač poskrbimo za svojo infrastrukturo, po domače rečeno, da vse laufa, kot je treba. Seveda pa, ker pričakujemo kar nekaj gledalcev, poskrbimo še za spremljevalni program, za hrano, jedačo, ker ti tekmovalci pridejo praktično iz celotne Slovenije. Kot mi hodimo na tekmovanja po celotni Sloveniji, se zdaj seveda tekmovalci prihaja in to so tudi udaljene 2-3 ure vožnje. Seveda moramo poskrbeti, da tile otroci, spremljevalci, trenerji dobijo tudi kaj za podzob, pa kakšen topel napitek. Pa da se ne nazadnje pripravijo, da imajo tudi za to prostor. Kako pa imajo gledalci, je dostopno za gledalce, kako je s parkirišči urejeno? Tako urejamo parkirišče, nekaj smo že, nekaj bomo dodatne kapacitete postorili v neposredni bližini skakalnice, to se pravi 200-300 metrov stran. Vkolikor bo, seveda te kapacitete niso neomejene, vkolikor bo gledalcev več oziroma avtomobilov, bomo pač naprošali, da se v samem dober kilometr stran, v samem zaselku oziroma v vasi Šmartno na Pohorju so tudi dodatna parkirišča, kjer se lahko parkirajo ljudje in se sprehodijo v bistvu do skakalnice in potem nazaj, kaj ti pravi, da bo vreme prijetno, toplo, kar za nas sicer neugodno, za gledalce pa vsekakor prijetno. Povejte, pri vas je kar nekaj smučarjev, so tudi favoriti zdaj za to prvenstvo? Tako, med našimi člani bo ta tekmovala v teh 12 in 13 let vsake kategorije po eden naš član. To sta fanta, ki sodita med 5-6 ta boljših, bi rekel, v državi, imata že tudi medalje z državnih prvenstev. In pa seveda zato smo se tudi odločili za to kategorijo, lahko bi šli kakšno kategorijo više, nižje, ampak če že prirejamo, da bo seveda tudi magnet za domače navijače, za tekmovalce, kaj ti te fante poznajo in seveda jih bojo prišli z veseljem pogledati. Rekli ste, ta dva dosegata uspehe, kako pa drugače vaše društvo? Ja, naš klub, ki bo
v letošnjem letu obeležil že 45-letnico delovanja, je vse skozi skrbel v bistvu za smučarski podmladek. Mi imamo v svojem statutu oziroma ustanovni listini zapisano, da smo klub, ki vzgaja mlade skakalce, tam nekje do končane osnovne šole. V zdajšnjem sistemu zadnjih več kot 10 let že, v glavnem skakalci, ki na državnem nivoju nekaj pomenijo, se odločijo za nadaljnje šolanje in pa seveda trening v tako imenovanem državnem panožnem centru Kranj, kjer imajo poskrbljeno res za vse, se pravi treninge, prevoze, šolanje in pa, kar je najbolj pomembno, da se tekmovalci, ki so tam v Kranju na šolanju, da imajo tudi prilagojen učni program, se pravi, da to gre vse avtomatsko, da so opravičeni od pouka in pa da imajo potem recimo pridobivanje ocen poseben status športnika, ki pa seveda si ga morajo prislužiti. Mi v teh vseh letih, kajti že preko 30 let v klubu deluje kot glavni trener Vlado Avčko, bivši skakalec, smo vzgojili eno celo paleto tekmovalcev in tekmovalk, ki so posegli po državnih prvenstvih, se redno udeležujemo mladinskih svetovnih prvenstev v skokih in nordijskih kombinacij. Tudi dekleta so bila na mladinskih svetovnih prvenstvih. V zadnjem obdobju imamo tudi v kombinatorca, ki je bil na 3 svetovnih mladinskih in pa na 2 olimpijskih igrah mladih evropskih. Slišim, kako s ponosom govorite o njih, tako da jih verjetno vse skupaj še spremljate potem na nadaljni poti. Seveda, z veseljem jih spremljamo, jih spodbujamo, koliko je pač klub finančno zmožnih, še spodbujamo, dosti je tudi seveda finančno na stvari oziroma breme staršev. Zato pa, kot v vsakem športu, dlje pridemo, večji so stroški. Pri smučanju, nažalost, največji strošek oprema, kajti oprema se spreminja, pravilniki se spreminjajo, lanski dresi so v bistvu letos neuporabni, ker so spremenili pravila, tudi smuči, ukovja in te cene so poletele, bi rekel, v nebo. In enega skakalca, bi rekel, reprezentanca opremiti od glave do pet, je to postal kar velik zalogaj. Klub pomaga po svojih počeh, nam pa pomagajo sponzorji, občina, občinska športna zveza, zavod za šport in pa nekje 60, to zdaj vem, ko smo jih vabili na to prireditev, nekje 60 stalnih občasnih sponzorjev, ki nam pomagajo z manjšimi vsotami občasno, nekateri so pa naši stalni podporniki, to se pravi iz Slovenske Bistrice okolice, ker tudi mi delujemo. Takole ponoviva za konec še enkrat, prvenstvo bo v soboto 18. Ob kateri uri se začne, kdaj lahko gledalci pridajo že? Ob 9. uri gledalci so vabljali že prej, tisti, ko pa so bolj zmrzle narave, bi rekel, ki jih zebe, ne bojo nič zamudili, tudi če pridejo kasneje, kot sem rekel, prireditev bo trajala vse tam do 14. ure. Se pravi, od 9. ure naprej, gledalci, če pridejo tudi kasneje, kakorkoli, tisti, ko raje malo del pospijo, da pridejo ob 10. ne bojo nič zamudili, kajti glavno tekmovanje bo tam nekje trajalo, se pravi, mogoče tudi do 15. ure, odvisno od števila tekmovalcev in pa seveda od vremenskih pogojev. Tako, najlepša hvala, da ste bili tukaj in ste predstavili vaše dejavnosti, predvsem pa napovedali prvenstvo. Vam hvala za povabilo, pa vabljeni na Šmartno. Tako. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se vrnemo z novimi gosti in z novo temo. Ljube gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Report bomo zdaj spregovorili o Lenartu in povorki, ki jo že 30. leto zapovrstjo pripravljajo v tej občini. Tako da je z nami gospa Darja Ornik iz občine. Lepo pozdravljeni. Dober dan vsem. In ravnatelj osnovne šole, ki tudi že vrsto let sodeluje pri povorki, gospod Marjan Zadravec. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Takole pa bova, gospa Ornik, midve kar mogoče nekaj besed
o sami organizaciji. Povorka je torej 30. po vrsti, dolga tradicija je že, na njo ste se pa tudi verjetno zdaj že pripravili. Ja, tako je. Priprave se začnejo kar kmalu, konec začetku tega leta, ko seveda se pošlje vabilo skupinam, začnemo tudi s pripravo teh tehničnih zadev, kot so zapore ulic, prijava prireditve, obveščanje, tako da je kar precej dela s tem. Koliko oseb ali pa koliko skupin pa pričakujete letos? Je že znana številka? Ja, zadnja leta, to se pravi zadnji 2 leti povorke ni bilo. Že pred korono, nekaj let pred korono in pa tudi letos pričakujemo, da bo tam nekje okoli 1400 maškar. Seveda so najštevilčnejši iz vrtca in pa osnovne šole Lenart, drugače pa še tudi skupine iz sosednjih bližnjih krajev, pa tudi iz širšega območja Slovenskih goric. Skratka, število pa je poznano potem, ker za vsako skupino, ki sodeluje v povorki, naročimo krofeta, tako da dobijo brezplačne krofe in potem vemo, koliko je bilo udeležencev v povorki. In tudi na podlagi prijav bo letos približno 1400 maškar v povorki. Tako, gospod Zadravec, torej šola že nekaj let sodeluje pri tem, kako pravzaprav poteka to sodelovanje, kdo si izmisli motive, tematiko, kateri učenci razredov in vrtca, seveda ne smemo pozabiti, sodelujejo? Ja, tako kot ste rekli, gledajte, vsaka šola, pa tudi naša šola, ima poleg tega vzgojnega, izobraževalnega procesa tudi ta nekako pomemben faktor, tale etnografski del in lahko rečem, da tukaj lahko potrdim, da svojo vlogo dokaj dobro upravljamo, saj že več kot 15 let sodelujemo v tej pustni povorki, tako šole kot vrtec. Glejte, če otrokom ne damo, jih ne popeljemo v te pretekle čase, potem bodo verjetno tudi zelo težko živeli v teh zahtevnih časih. Pomembno pa je tukaj, da se sodeluje, da se načrtuje, to pomeni prihaja do idej, da so tukaj vključeni predvsem učenci s svojimi idejami in da pa mi učitelji potem zadevo pripeljemo do te točke. Tako kot je že gospa z občine povedala, se intenzivno pripravljamo, tudi nekako damo to aktivnost v letni delovni načrt in seveda prav v torek, to pomeni čez jutri, imamo tehnični dan, kjer se celotna šola izdeluje maske. Gre za skupinske maske, vsak oddelek ima svojo masko ali pa recimo razredet, ker imamo pač po 3 oddelke A, B, C, imajo skupinsko masko. Tukaj zdaj ne bi izdajal, kaj vse bomo, ampak tako v vrtcu, tako v šoli bo vsak razred predstavljal svojo masko. Tudi sam se seveda vedno maskiram in sem vedno maskiram in nekako na čelo ali pa kakokoli vmes v povorki in lahko rečem, da tukaj gre za odlično sodelovanje med občino in šolo in prikažemo in kar je pomembno, zelo pozitiven odziv pri gledalcih, pri starših in skratka v okviru lokalne skupnosti. Tako, gospa Urnik, omenili ste, da bodo ceste zaprte. Dajmo opozoriti gledalce, tiste domačine in tudi ostale, ki bodo prišli povorko pogledati, kje se lahko pravzaprav ustavijo, kje jo lahko vidijo. Te povorke se vsako leto udeleži res veliko gledalcev, pa tudi sama povorka je zelo dolga, ker 1400–1500 maškar, tudi nekateri pridejo s prevozom, kot so traktorji ali pa kakšni smešno našemljeni, smešna vozila. Ceste bodo v centru Lenarta, seveda ne vse ulice, bodo zaprte od 10. pa do 14. ure. Povorka se začne v Jurovski cesti ob blokih in potem se pomika po Elavnikovi cesti, Majstrovi ulici, Gubčevi, mimo doma za ostarele, do parkirišča pri vrtcu Lenart, kjer je zaključek in potem tudi glasba in prava tista, no ne bom rekla, veselica. Tako da bodo zaprte te ulice, del Jurovske, Elavnikova, Majstrova, Gubčeva, tako domačinom je to znano, samo se vsi pač uporabljajo, ljudje pridejo že prej, gledalci, in parkirajo pač na teh obstoječih parkiriščih.
Takole pogledala bova malo v preteklost, ker kot ste rekli, izdali ne boste, kaj vse bodo učenci letos, verjetno tudi učiteljski zbor zraven sodeluje, ne? Kaj pa ste bili recimo prejšnja leta takole, do kam je segala domišljija? Domišljija seže največkrat v ta zabavni del, to je na šolskem področju, na vrtčevskem področju, pa bolj v tale živalski del in tudi v to smer se zgodba pelje. Naj tukaj izrazim zahvalo. Namreč vrtca ne bi mogli peljati v povorko, vkoliko ne bi odlično sodelovali starši. Zato vedno povorka uspe v vrtcu oziroma maske nastanejo ob sodelovanju starši. Zato jim tudi za nazaj in tudi za letos že izražam globoko zahvalo. Seveda globoko zahvalo pa izražam tudi kolektivu, to pomeni učiteljicam in pa učiteljem ter vzgojiteljicam in vsem ostalim sodelavcem, ker to je zelo, zelo velik projekt peljati prek 1000 ljudi v povorko, zahteva organizacijski in pa tudi seveda finančni del, da nastanejo tako lepe maske, lahko upam si trditi, da so res lepe in potem tudi nekako izvirne. Tako, gospa Ornikova, povejte, boste sami sodelovali kot del organizacijske ekipe ali bo... Vedno v organizaciji. Tako da imamo nekaj s mojimi sodelavci z režijskega obrata, imamo ta dan kar precej dela. Pa boste zamaskirani? Ja, prejšnja leta nisem bila, letos pa se bom zamaskirala, ker bo maska taka, da bo v njej se možno fajn premikati, pa da ne bo moteča prej. Se bom maskirala, ker jaz pravim, pust je čas, ko znorijo pametni in se spametujejo norci. Tako da moramo si dati duška. Predvsem pa veselje in konec koncev odganjanje mrzlega in vsega hudega. Tako je. Mislim, da je vedno bolj prihaja čas, da je treba imeti smisel za humor, za veselje in tudi iti včasih preko teh svojih predstav in se malo razživeti. Boste vi resna ali bolj zabavna maska, vsaj v to smer, če lahko poveste? Jaz sem vedno poskušam biti, tudi kakršnakoli maska sem, vedno poskušam odigrati v tistem delu oziroma v povorki ta vesel značaj maske, bodriti ljudi, jih zabavati in tako dalje. Takšna je naša vloga, tako kot je kolegica povedala, zabavajmo se, uživajmo se, ker danes v tem hitrem načinu življenja je te zabave, te sproščenosti veliko, veliko premalo in če bomo kanček k temu veselju pripomogli tudi mi vsi skupaj, mislim, da je naša naloga izpolnjena tako, kot mora biti. Morajo gledalci, ki bi prišli radi v Lenart pogledati povorko, vedeti še kaj, torej paziti morajo na to, da so ceste zaprte, dobro je, da so tudi sami zamaskirani, kaj ne da? Glejte, Lenart ni velik, ne? Tako da tudi, če kdo pride iz kakega kraja, ki ni čist blizu Lenarta, bo povorko našel, ker se takrat v Lenartu zbere res veliko ljudi, veliko maškar, pa tudi sama maškara je po centru Lenarta. V glavnem, najbolj važno je to, da vejo, da so od 10. ure zaradi varnosti te ulice, kjer povorka poteka, zaprte. Drugače pa naj pridejo kot maskirani, tudi posamezniki naj se priključijo povorki, ker ni samo za organizirane skupine dobrodošli. Vsi, ki so maskirani, naj pridejo v povorku. Seveda vabim tudi kakšne nove skupine, ki še niso prijavljene, tako da v soboto 18. ob 11. uri je začetek povorke, imamo strokovnega pod narekovaji komentatorja Korla, ki še to malo dodatno nasmeji publiko, zaigrali pa bojo pri vrtcu na koncu po Klapovjuhi, tako da bo za vse poskrbljeno. Tako, super. Najlepša hvala obema, da sta prišla sem in se pravi, se vidimo v Lenartu na povorki. Hvala lepa tudi. Hvala tudi vam. Dragi gledalci in drage gledalke, vi pa ostanite še z nami, kaj kmalu se namreč vrnemo z novo tematiko, z novo gostjo.
Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v oddaji Report v studiu BKTV gostimo direktorico Pokrajinskega arhiva Maribor, gospo Nino Gostenčnik. Pokrajinski arhiv Maribor namreč letos praznuje visok jubilej. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Takole jubilej je okrogla obletnica, je kar veliko let, že 90 let deluje arhiv. Tako je, arhiv je bil ustanovljen leta 1933, ko je bil ustanovljen Banovinski arhiv v Mariboru. Dejansko pa ta tradicija je veliko daljša, torej letos bi lahko praznovali kar 120-letnico delovanja od leta 1903, ko je bilo ustanovljeno Zgodovinsko društvo za Spodnjo Štajersko, ki je dejansko začelo z prvim načrtnim zbiranjem arhivskega gradiva na tem območju. Kar pomeni veliko let zbiranja arhiva. Kje se pravzaprav vaš arhiv lahko vse uporablja in kakšne vrste je? Ja, v arhivu hranimo kar 17 tekočih kilometrov arhivskega gradiva, kar pomeni, če škatle postavimo v eno vrsto, jih bo kar za 17 kilometrov. Naše arhivsko gradivo torej je gradivo, ki nastaja na območju, za katerega smo pristojni, Koroško, Prekmurje in pa del Štajerske. Uporabljamo pa ga za zelo različne namene. Njegova primarna uporaba je ta, da raziskovalci, torej je kulturni spomenik in raziskovalci ga uporabljajo za raziskovanje na različnih področjih, od zgodovine, etnologije, gradbeništva, arhitekture, karkoli se lahko izobraževanja, kakršnekoli raziskovalne zadeve se lahko na tem gradivu delajo. Njegov drug velik pomen, ki pa je mogoče bolj aktualen v sedanjem času oziroma v času, v katerem ljudje živimo, pa je, da se to gradivo uporablja v pravno-upravne namene. Torej, če izgubimo spričevalo srednje šole ali pa osnovne šole, ga je mogoče pri nas oziroma je mogoče pri nas dobiti duplikat tega spričevala. Dejansko imate tudi to shranjeno? Tudi. Zanimivo. Dobro je vedeti, če bomo kdaj se selili, izgubimo stvari, lahko pridemo do vas. Pa gradbena dovoljenja, naprimer, takšne zadeve se običajno zgubijo. Tudi to, to dejansko se vidi. Pa ljudje obiskujejo, potem pridajo tudi, tako bomo rekli, ne samo neke organizacije, ampak tudi fizične osebe k vam, po nasvete, pobrskati stvari. Točno, torej k nam se oglasijo kar preko 2500 naprimer strank imamo na leto, ki iščejo takšne zadeve, kopije, duplikate. Potem preko 1800 raziskovalcev, ki delajo pri nas v čitalnici in raziskujejo arhivsko gradivo. Potem pa se oglašajo še dejansko posamezniki, ki jih zanima zgodovina, neka tema in jih to zanima, pridejo k nam in vse pri nas dobijo tisto prvo informacijo, kam se obrniti, kje kaj iskati in jih potem tudi mi napotimo na pravilne fonde v naših zbirkah, da najdejo to, kar iščejo. Oglasijo se pa pri nas tudi šolske skupine in pa druge skupine, teh je kar precej, tako da delamo veliko na tem, da osveščamo že mlajše generacije, kako pomembni so arhivi in arhivsko gradivo kot kulturna dediščina, ki obstaja in je tukaj zato, da jo lahko uporabimo. Predvsem pa tako, da se še pošalim malo, kako se vse skupaj pospravi, pripravi, da se ne izgubi. Točno. Torej, letos je 90 let. Kakšne aktivnosti, katere aktivnosti vse pripravljate ob tem praznovanju? Verjetno ne boste praznovali samo en dan namreč. Ne. Dejansko je celotno leto 2023 namenjeno praznovanju tega velikega jubileja. V letošnjem letu bomo odprli naše nove prostore oziroma prenovljene prostore na Glavnem trgu 6 in 7. Tam, kjer je nekoč bila ekspres tajnica na Glavnem trgu, kjer smo vsi v nekdanjih časih kopirali, tam bomo odprli našo sprejemno pisarno novo, kjer bodo lahko te stranke, ki iščejo kopije arhivskega gradiva, torej lahko oddale vlogo, si kaj pogledale. Prenovili smo tudi razstavišče, tako da to je ena novost v tem letu. Pripravljamo pa tudi kar eno veliko število razstav. Največja od teh bodo knjige v arhivu, torej knjige v službi človeka, ki bo dejansko predstavila knjige, ki jih hranimo v arhivu. Torej to niso knjige, ki jih kupimo v knjigarni ali si jih sposodimo v knjižnici. To so knjige, ki dejansko dokazujejo, da se je nekaj res zgodilo. Torej, da smo se rodili, naprimer rojstna knjiga, poročna knjiga, mrliška knjiga na koncu, potem različne matične knjige učencev v osnovnih, srednjih šolah, knjige zlatih maturantov, vse knjige, ki dejansko dokazujejo, da nekaj je bilo, da smo plačali davke, da smo se izobraževali, da smo lastniki, zemljiška knjiga, da smo lastniki neke parcele, hiše in tako naprej. Tako da predstavili bomo te knjige na eni takšni razstavi.
Potem pa pripravljamo še druge razstave, torej ob 110. obletnici začetka gradnje hidroelektrarne Fala. Letos mineva 60 let od prvega festivala Kurirček, potem razstava ob 110. obletnici izgradnje glavnega mostu, 60 let ima letos Titov most, tako da razstav je kar nekaj in jih bomo v tem letu pripravili. Pripravljamo pa tudi obnovljene programe za šolske skupine, tematske sprehode, potem našo ponudbo, predstavitev arhiva in zanimivih del bomo razširili tudi na domove za ostarele. Vemo, starejši potrebujejo neko animacijo, dejansko, da jih bomo s tem nekako poskušali tudi, če ne drugega, osvestiti, da smo tukaj in pa jim približati torej to preteklost, ki se dejansko še zelo dobro spominjajo. Ravno to je tisto, ne? Starejši znajo biti tako dober vir informacij za nazaj, kaj vse se je dogajalo, še seveda svojega osebnega vidika, hkrati pa jim je zanimivo, ne? Takole vrniti se v preteklost. Točno, tukaj smo nameravali dejansko jim pripraviti kakšna predavanja na različne teme iz naše okolice, iz Maribora, potem jim predstaviti kakšne razglednice iz teh časov, morda kakšne tematska predavanja o kakšnih podjetjih, ki so delovala v Mariboru in so bili morda tam zaposleni in jih dejansko lahko uporabimo kot nek vir za pridobivanje informacij o tem arhivskem gradivu, ki ga hranimo. In kot sem prej slišala, poskrbljeno imate tako za vse generacije, tako osnovnošolci že lahko pridejo k vam do najstarejših. Povejte, takole bom še rekla, prej sem se namreč spomnila, ne, zgubimo dokumente, ste rekli, se da oglasiti pri vas tudi, ne. Je prišlo že kdaj tudi do kakšne anekdote, kdo, da se je mogoče spoznal, ne vem, našel pri vas vire o svoji družini, o svojih, ne vem, detkih, pradetkih? Ja, morda zdaj čisto svež primer iz prejšnjega tedna se mi zdi, so bili na obisku v Mariboru potomci Marka Rosnerja, on je bil tovarnar v Mariboru, imajo tekstilno tovarno in je bil po drugi svetovni vojni, pač je odšel, se odselil, bil je tudi preganjan in oni so se dejansko prišli v Maribor na eno slovesnost ob dnevu holokausta. Jaz sem jih srečala slučajno na eni prireditvi in sem jih povabila v Maribor, da si pridejo pogledati torej gradivo, ki ga tudi mi hranimo in so dejansko prvič videli, naprimer, sodne spise trgovskega registra, kjer je Marko Rosner torej ustanovil svoje podjetje. Zelo so bili navdušeni, gledali so podpise, naprimer, kako se je podpisoval skozi čas. Na začetku so rekli, aha, tu še je bil čisto svež, nov, še izpisal celotno ime. Ne, takšne recimo zadeve so bile nekaj, kar so res prvič videli. Se to je tisto, ne, pri vas, ne, dokumenti delujejo na nek način precej neosebno, ampak za nekoga, ki je povezan s tem, pa mu da tudi neko dušo in srce. Ja, dejansko je res, ker ljudje veliko stvari najdejo, ne, torej oglasijo se pri nas ljudje, ki še nekako v sebi, mogoče starejši ljudje, ki želijo razčistiti nekaj iz preteklosti, pa mogoče do zdaj niso imeli priložnosti, volje, časa, potem pa pridejo k nam pa jim potem pomagamo, da najdemo kakšne dokumente, ki govorijo o njihovi preteklosti. Včasih so to kar tudi lahko žalostne zgodbe, včasih pa so bolj vesele. Takole poglejva torej samo še enkrat 90 letje, katere so tiste prve aktivnosti, na katere lahko že povabite naše gledalce zdaj v naslednjih dneh, tednih? V naslednjih mesecih bomo torej odprli te naše prenovljene prostore, potrebujejo samo še zadnje dotike, da bodo res popolni. Drugače pa se veliko dogaja, torej razstave bodo skozi vso leto, obveščali bomo ljudi tako preko medijev, kot preko naše spletne strani, družbenih omrežij, tako da vabljeni v arhiv. Zdaj prvi dogodek je bil že prejšnji teden, torej pogovor z Tonetom Partljičem, kjer smo predelali njegova dela in jih obogatili z dejanskimi arhivskimi viri, naprimer. Tako da takšnih zanimivih dogodkov bo skozi leto kar precej. Tako, najlepša hvala, da ste prišli in predstavili vaše aktivnosti. Hvala vam. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje oddaje Report nasvidenje.